Če ste spremljali informativni program, ste lahko v živo opazovali krize iz žarišč in požrtvovalnosti slovenskih policijskih in vojaških enot. Zdaj je gotovo, Madžarska bo ob polnoči zaprla mejo s Hrvaško. Drugi begunski val je torej pred vrati. Najbolj množično so begunci slovensko ozemlje preplavili danes dopoldan v Gruškovju. Iz Hrvaške v Slovenijo vsako uro prihajajo novi in novi begunci v Rigoncah, odkudar je 2000 prebežnikov, večina kar peš krenilo proti Dobovi in Brežicam. Ognjeni zublji so močno prenatrpani center zajeli nekaj minut pred 10. uro zjutraj in ga 2/3 povsem uničili. Slovenija bo naredila vse, da bo zaustavila takšen pretok prebežnikov, ki bi nam povzročil težave. Zadeve se vsekakor zaostrujejo. Mene pa je ta teden zmotilo fascinantno poročanje BBC-ja o razmerah pri nas. Yeah, Slovenia's got reception camps on the other side of the border which have capacity, and our colleagues in Slovenia were telling us those camps are empty at the moment. We really don't understand why Slovenia isn't letting them through, because it does have the capacity to receive them. 5,000 people a day crossing from Serbia into Croatia, and Slovenia saying they're only going to accept 2,500. Hej, Guy Deloney iz Liverpoola, dopisnik na Obrežju. Samo za vikend je prišlo v Slovenijo 20 000 beguncev, v ponedeljek 5 000, v torek okoli 6 000, včeraj 12 600. Deloney, predvidevam, da smo imeli matematiko popravca. Ali so ti pa glavni vir informacij za kompleksani aktivisti? In še, naši kampi niso samo prazni, nekateri so tudi požgani in demolirani. In kaj še pravi naš verodostojni Britanec? Da oviramo Hrvate pri miroljubnem spuščanju beguncev čez mejo. Ja, pa kaj še, pa so pa zbudu, moker, s prstom vred. Hrvati nam sred noči na zeleni meji spustijo 2000 ljudi in jih spustijo in rečejo, tamo ti Avstrija, teraj guske, ajde. Imajo odlično za nov reality show. Slovenija traži izbeglice po kukuruzu. In pa se nam režijo v glavo. Ok, ampak v tem času krize mora parlament imeti kakšno izredno sejo, je tako? Zato so tam, da nakladajo in da se kregajo. Ne moreš zapreti cirkusa zato, ker je ob meji par tisoč folka, ne? In kaj so se zmenili? Čeprav naša država zaradi beguncev torej poka po šivih, se je politika vseeno do enih po noči prepirala, kaj naj piše v zakonu, s katerim je Slovenska vojska naposled le dobila takšna pooblastila kot policija. Pajaci v državnem zboru so se torej več ur kregali in sklenili, da je treba policajem na meji nekako pomagati. Da lahko stvari zakomplicirajo, so se zmenili, da bodo spremenili zakon in vojski dali pooblastila policije. Smerar, kaj točno to pomeni? Povej nam. Opozarjajo in napotujejo, začasno omejujejo gibanje oseb in sodelujejo pri obvladovanju skupin in množic. Po domače to pomeni, da bojo vojaki kot policaji v manj seksi uniformah. Ni to fajn. Vojska bo lahko omejevala gibanje, opozarjala in obvladovala skupine ter množice. A ker govorimo tu o Smeraju, so stvari močno zmedene in napisane tako, da niti bivši minister za policaje ne ve, kaj bo. Pooblastila vojske so pa sedaj napisana tako, da meni, pa sem se 30 let ukvarjal s tem, ni jasno, kaj vojak lahko dela in kaj ne. Recimo usmerja. Ne vem, kaj to pomeni usmerja. Promet, ljudi. Jaz ne vem, kaj to pomeni usmerjati. Tam piše noter vojak, jaz ne vem, kdo je to vojak. Piše noter Siric, jaz ne vem, kaj je to Siric, ima pa zelo rad sir. Dobro vprašanje, edini pravi doktor v SDS. Kaj to pomeni? V centru Ljubljane narobe parkiraš, pa te bo lovil soldat s kalašnikom, ker se mu je zdelo, da zakon to dovoljuje. In fora je v tem, da vojaki ne bodo imeli pooblastil le ob meji, ampak tudi državi, in sicer največ pol leta. Ko bi vsi begunci že v Nemčiji, bodo naši vojaki še naprej strašili z radarji in prehitre voznike s Patrijo lovili po štajerski avtocesti, pihati bodo dali v roru tanka, če pa noš hotel staviti, te bodo pa razstrelili. Hitrost ubija, lej, kaj. V parlamentu se torej vsi razen Združene levice strinjajo, da je treba na mejo poslati vojsko. A zanimivo je slišati, zakaj se nekateri s tem strinjajo, ne? Dejan Židan to zagovarja zato, ker je obrambna ministrica njegova kolegica. V resnici sem po mojem sploh ne sanja, zakaj se gre, ne? Zgubljen. Vedno. Najbolj zabavni pa Rjavec, ne? Ki je pa rekel, da je za vojsko na meji zato, ker bi bila koalicija deležna strahotnih napadov Janeza Janše. Ja. A si s hruške padel, Karl, ali kaj? Ne moreš se z nečim strinjati zato, ker se bojiš, da te bo sošolc zmeril. In kaj je rekel Janezek? Tist, kar vedno, da se bojo težave rešile, če ga postavimo nazaj na oblast. Še dobro ne izkorišča krize v svoj namen, a ne? Zdaj pa, če smem, dragi moji,
Dajmo se za trenutek ustaviti in pogledati na situacijo z rahle distance. Oddaleč. 2-milijonsko državo nas je doletela kriza. K nam prihaja na dan tolikšno število beguncev, da je primerljivo s prebivalstvom večine slovenskih vasi. To je dejstvo. Nekoga prizadene ta slika. Dajte si nekateri to ubiti v glavo. In tisti, ki ga ta slika prizadene, to mora deliti z drugim. Dajte razumeti, da ima tudi on ego in mora zganjati sočutje. So spet drugi, ki jih prizadene ta slika. To je z breščmi grede. Da obstajajo tudi ljudje, ki jih je strah, da mu bojo begunci pokradli premoženje, posilili družino in požgali hišo. A je to tako smešno? Ampak dajmo ohraniti mirno kri, dajmo pustiti politikom, da naredijo, kar je v njihovih pristojnostih. Čeprav je večina bebcev, ki težko obujejo 2 enake nogavice zjutraj. V isti zmoti smo vsi. Eni verjamejo, da so to teroristi, ki so nas prišli razbiti, drugi pa pravijo, da so to miroljubni ljudje, ki bežijo pred vojno. Tu mes pa nekdo služi. Ampak o tem se bomo pogovarjali čez 20 let, ko bomo videli, kakšen vpliv je imela ta kriza dejansko na nas. In če je bil namen te krize, da skrega Evropo med seboj, potem se mi zdi, da zaenkrat poteka vse po načrtu. Zdaj pa samo še en trenutek, če dovolite, rad bi ogovoril še begunce. Vse gledate, ne, da je begunci? Tati dan sura prodeno. Yeah, actually, I don't know, but I don't know. You don't watch? You regular? No. Okay. Lahko noč. Za koga pa vdajo delamo? Ok, šli ste iz svoje države, iz vojnega območja zato, ker ste se želeli izogniti nasilju in preživeti. Težko vam je, vemo, razumemo. Vsem je težko. Težko je tudi tistim, ki imajo opravka z vami, pa se trudijo na vse pretege. Vem, da ste izobraženi, vem, da se zavedate, da ste prišli na območje, kjer veljajo neka pravila. Ampak, ko obtičiš na avtocesti, obtičiš, počakaš, da se promet sprosti in greš naprej. Razen, če si v BMW-ju, pogreš po odstavnem pasu. Imigranti so se skozi leta spreminjali, ampak so bili vsaj toliko izobraženi, kot vi, in dokaj potrpežljivi. In če moraš po tem dolgem potovanju počakati še en dan ekstra na meji, ne nam požigati šotorov, ki smo jih postavili za vas, pa ne se pretepati med seboj, pa ne delati neumnosti, ki vidite, da vas snema en z televizije, ki mi ne podeljujemo Oskarjev, z Borštnikom in Prstanom si pa ne morete preč pomagati. Folk, ki pa tako pametujete glede beguncev na forumih pa na Twitterju, oba pola, ja? Vem, da se počutite, da držite Boga za jajca, ampak verjemite, da ga ne. Edina stvar, ki jo držite v rokah, je položnica za internet. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.